Plakat miru, akcija humanitarnega društva Lions Klub Konjice, je letos doživela svoj zaključek 2. novembra ob 18. uri z otvoritvijo razstave izbranih likovnih del udeležencev natečaja v avli Kulturnega doma Slovenske Konjice. Tudi letošnji plakat miru se je odvijal v sklopu 24. Lions mednarodnega natečaja za mirovni plakat 2011-2012 pod naslovom Otroci poznajo mir. Namen natečaja je spodbujati otroke, da razmišljajo in se likovno izražajo o miru, prijateljstvu in ljubezni ter o sožitju med vsemi ljudmi po svetu. Pri nas mir imamo, zato prepogosto pozabljamo, da so na svetu tudi kraji, kjer pustošijo vojne vihre. Kakšno bi bilo veselje njihovih prebivalcev, posebej še otrok, če bi doživeli čas miru, si lahko samo predstavljamo. Letos so otroci zopet dobili priložnost, da na svoj način povedo, kaj jim mir pomeni in kako bi mir ustvarili povsod okoli sebe. Natečaj je mednarodnega značaja. Vsako leto se ga udeleži okoli 300 000 otrok z vsega sveta, slovenski Lions klubi pa na natečaju sodelujejo od sredine 90-ih let. Lions Klub Konjice je tako kot pretekla leta tudi letos organiziral skupno razstavo z otvoritvijo, na kateri so podelili priznanja avtorjem zmagovalnih del z vsake šole in 6 sodelujočim osnovnim šolam. Spoštovani gosti, predal bi besedo naši voditeljici, temu nadaljevati. Hvala lepa. Dobrodošli, spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, seveda dragi mladi ustvarjalci. Tale simbolni udarec po gongu Lions Kluba Konjice je naznanil svečani začetek današnje prireditve, današnjega odprtja razstave likovnih del, ki nosi naslov Otroci poznajo mir. Pod pokroviteljstvom humanitarnega društva Lions Klub Konjice so namreč otroci naših osnovnih šol letos že 8. zapored razmišljali o miru in v svoji domišljiji slikali mirne trenutke naše prihodnosti. S to akcijo Lions Klub Konjice spodbuja mlade umetnike, da se zazrejo vase in v svet, ki jih obdaja, ter svoje misli o miru izlijejo na papir v pisani barvni paleti, kakršno pač že vidijo. Svetovna akcija Lionov, kot je plakat miru, mladim nedvomno pomaga odstirati pogled na razmere v svetu in jih spodbuja k razmišljanju o miru. Mineva 21. leto, odkar je ideja lionizma vzniknila tudi v Sloveniji in odkar so se slovenski lioni pridružili veliki mednarodni druščini dobro mislečih ljudi, ki z izpolnjevanjem lionističnega kodeksa pomagajo ob vsakem trenutku in kjerkoli morejo. V tem kratkem obdobju je Sloveniji uspelo organizirati kar 54 Lions klubov in 21 Leo klubov. Še bolj pomemben pa je podatek, da so uspeli uresničiti izjemno veliko projektov pomoči, prisluhnili šibkim, pomagali slepim in slabovidnim, otrokom, socialno ogroženim, ter skrbeli tudi za širšo blaginjo in kulturo naše dežele. Mednarodna zveza Lionov sodobno šteje okoli 1 400 000 članov in ima sedež pri nevladnih organizacijah OZN. Njihovo poslanstvo je ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih. Tako je Lions Klub Konjice pomemben soustvarjalec utripa v naši občini in svojo humanitarno noto veliko pripomore k dobrobiti ljudi, ki tukaj živimo. Glavnino sredstev, ki jih namenijo pomoči potrebnim, zberejo sami. Pa poglejmo najpomembnejše donacije preteklega leta. V juliju nakup senčila za Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Avgust gostiteljstvo v mednarodni izmenjavi mladih. September otrokom s posebnimi potrebami so omogočili letovanje in priskrbeli vstopnice za društvo Sožitje in varovance Lambrechtovega doma za koncert v Kartuziji. Oktober pokroviteljstvo in organizacija akcije Plakat miru. November štipendiranje nadarjenih študentov, 2 štipendiji in 1 študijska pomoč sta bili podeljeni. Januar pomoč vrtcu Mali grof iz Slovenskih Konjic, pa še december smo preskočili, v predprazničnih dneh so obdarili socialno ogrožene družine. Februar pomoč mednarodni lionistični fundaciji. Marec pomoč udeležencem specialne zimske olimpijade.
April, nakup računalnika za slabovidno osebo, organizacija gledališke predstave in sodelovanje pri čistilni akciji 4 sosednjih Lions klubov. Maj, pomoč Mednarodni leonistični fundaciji za Japonsko in junij pomoč pomoči potrebni osebi ter nakup 3 pripomočkov za društvo invalidov vizija iz Slovenskih Konjic. Če to ni vredno enega aplauza, potem pa močam. Če potegnemo črto pod vse to, so Konjiški Lioni v lanskem leonističnem letu za te akcije pomoči skupaj namenili kar 20.539,24 evrov. Tako še enkrat dobrodošli na 8. otvoritvi razstave Plakat miru v organizaciji humanitarnega društva Lions klub Konjice. In seveda smo tudi nocoj poskrbeli za glasbo in sicer je za to poskrbela glasbena šola Slovenske Konjice. In glasbeni del nocojšnjega večera bo otvoril Miha Robnik-Kračun in sicer s svojim glaskom. Zapel bo domačo pesem češkega skladatelja Antonina Dvoržaka. Njegova mentorica je profesorica Andreja Obrul, na klavirju pa ga bo spremljala Lidija Kruplen. Letos že 8. zapored pridružuje akciji, ki spodbuja otroke k razmišljanju o miru. In dovolite mi, da v tem trenutku povabim besedi predsednika Lions kluba Konjice, pravzaprav prvega med enakimi, Liona Milana Kolenca, da nam predstavi samo akcijo in njen potek. Zdravljeni, spoštovani. Člani Lions kluba Konjice smo letos ponovno, se pravi že 8. zapored, pokrovitelji in organizatorji akcije Plakat miru. Leta se odvija v sklopu 24. Lions mednarodnega natečaja za mirovni plakat 2011-2012 z naslovom Otroci poznajo mir. Namen natečaja, ki se je pričel v začetku leta, je spodbujati otroke, da razmišljajo in se likovno izražajo v miru, prijateljstvu in ljubezni, ter o sožitju med vsemi ljudmi na svetu. V krajih, kjer mir imamo, prepogosto pozabljamo, da so na svetu tudi območja, kjer pustošijo vojne vihre. Samo predstavljamo si lahko, kakšno bi bilo veselje njihovih prebivalcev, posebej še otrok, če bi doživeli čas miru. Letos smo znova ponudili otrokom priložnost, da nam na svoj način povedo, kaj jim mir pomeni in kako bi mir ustvarili povsod okoli sebe. Natečaj je mednaroden, ker ima predpisana pravila in določene roke. Vsako leto se ga udeleži okoli 300.000 otrok z vsega sveta. Slovenski Lions klubi sodelujejo od sredine 90-ih let, udeležuje pa se ga okoli 20 slovenskih Lions klubov oziroma okoli 50 osnovnih šol s približno 1000 otrok. Distriktna komisija vsako leto izbere 24 najboljših del, ki so razstavljena na vsej slovenski razstavi in med njimi izbere zmagovalno delo. Nagrado zmagovalcu podelijo v okviru mednarodnega dne lionizma v okviru
o organizaciji Združenih narodov v New Yorku ali na letni svetovni konvenciji Lions klubu. Lions klub Konjice tudi letos organizira skupno razstavo izbranih del. Na današnji otvoritvi pa podeljujemo priznanja avtorjem zmagovalnih del za vsake šole in sodelujočim šolam. V klubu smo k sodelovanju povabili več osnovnih šol iz naših krajev. Na poziv so se ponovno odzvale Osnovna šola Loče, Osnovna šola ob Dravini, Osnovna šola Oplotnica, Osnovna šola Podgoro in Osnovna šola Vitanje, prvič pa tudi Osnovna šola Zreče. Z samimi priznanji bomo nadaljevali malo kasneje. Ja, mir, čeprav vsem tako ljub, vendarle ostaja izjemno redka svetovna dobrina. In vprašanje, kako ga doseči, ostaja eno izmed ključnih svetovnih vprašanj. Znan pregovor pravi celo, da ima mir za svet isto vrednost, kot jo ima kvas za kruh. Rezultati mesenja in vzhajanja idej naših ustvarjalcev so danes razstavljeni na stenah okoli nas. Mladi so vsak na svoj način in iz svojega zornega kota razmišljali o miru ter svoja videnja in opažanja zlivali in zmesili na papir. Sedaj je čas, da izvemo, kateri so to storili še posebej uspešno, in to nam bodo razkrili člani Lions kluba Konjice, in sicer predsednik Milan Kolenc, klubski likovni koordinator Arpad Šalamon in organizator akcije Miro Kvas. Vse skupaj vabim, da se mi pridružijo na prizorišču in podelijo priznanja najboljših. Laura Koren, Osnovna šola Loče. Simon Ekscelenski, Osnovna šola Zreče. Osnovna šola Podgoro, predstavnik Osnovna šola v Dravini. Osnovna šola Zreče. Osnovna šola Oplotnica. Ter Osnovna šola Vitanje. Današnja razstava odprta. Vsem izbrancem še enkrat iskrene čestitke, izbranim delom pa seveda čim več uspeha pri nadaljnjem širjenju sporočila o miru. Razstava bo na ogled še v mesecu novembru, vas pa sedaj vabim, da si jo ogledate, v njej uživate in da v sabo vzamete tudi kakšno njeno sporočilo. Lep večer vam želim še naprej, vsem izbrancem pa seveda skupinsko fotografiranje. Do naslednjič. V tej priliki bi še po navadi Lionsov naredil zaključek, to je takole. Šola. Na natečaj je prispelo 58 del z 6 osnovnih šol. Razstava je na ogled v avli Kulturnega doma v Slovenskih Konjicah do konca novembra 2011.